pogled v svoje podatke, poudarjam v svoje podatke. Mi se zavedamo, da je ta sistem kompliciran, vendar z nekim odlogom, z nekim prehodnim obdobjem zagotovo se v današnji računalniški in kakšni še tehnološki dobi ta zadeva lahko uredi in pričakujemo, da bo predlagatelj zakona to uvrstil, pa čeprav prehodne določbe in zavezal seveda izvajalce sistema k temu, da to čez nekaj let, kot je to tehnološko tudi možno, to tudi omogoči. Podobno kot imamo stalni preko, naprimer, klika, stalni vpogled v svoje stanje na področju transakcijskega računa v banki ali katerega koli drugega računa. Podobno se nam zdi nujno potrebno, da imamo stalni vpogled tudi v plačila za pokojninsko zavarovanje, v to, tisti, ki so, bi rekel, tik pred tem, da bodo izpolnili pogoje za upokojitev, tudi kdaj je možno, kdaj se lahko upokojuje in tako dalje. Ne, da moramo pri tem stati pri okencih oziroma čakati tudi do pol leta, da dobimo ustrezne podatke v ustrezni inštituciji na ZPIZ-u. Nadalje v petič, rečem, se nam zdi nujno potrebno, da se v pokojninsko osnovo štejejo, torej v izračun pokojninske osnove štejejo vsi prejemki oziroma zavarovalne osnove zavarovancev, od katerih so bili plačeni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To velja seveda tudi za vse prispevke, ki so bili plačeni v preteklosti za različne namene oziroma po različnih zakonih. Nadalje se nam zdi pomembno področje, za katerega se pa zavedamo, da na mnogih področjih da vlada še določena zmeda pri podatkih in pri raznih kategorijah posameznikov, torej mislim pri tem na zavarovanje in upokojevanje kmetov. V tem predlogu zakonov je ta del sicer posebej urejen z 2-3 členi. Pričakujemo, seveda se ta del ne bo bistveno spremenil, ker je to le posebna kategorija zavarovancev, ki seveda si zasluži zaradi težavnosti, tudi zaradi težavnosti zajemanja podatkov, zaradi nedorečenih zadev okrog katastrskih dohodkov in tako dalje, zaradi nedorečenosti glede obveznega in prostovoljnega zavarovanja. Tako da zavedamo se, da je potrebno tudi nekatere druge zakone ustrezno prilagoditi in ustrezno spremeniti, vendar pričakujemo, da se položaj kmetov v tem zakonu glede na sedaj veljavni zakon ne bo poslabšal. In na koncu, če mi dovolite, pričakujemo tudi to, da vlada ponovno prouči prehodna obdobja, po katerih bo uveljavljala povečanje starosti ob upokojevanju, na to povečanje seveda tudi delovne dobe pri predčasnem upokojevanju, da ponovno preuči vse tiste člene, ki seveda še posebno zadevajo tiste bodoče upokojence, ki so tik pred upokojitvijo oziroma jim do upokojitve manjka tam nekaj let, 5, 10, mogoče 15 let. Predlagamo pač, da vlada ponovno preuči ta prehodna obdobja pri posameznih rešitvah. Na koncu mi dovolite, da rečem, da so to bile pač te pripombe, ki se nam zdijo nujno potrebne. Pričakujemo, še enkrat rečem, da jih bo vlada temeljito proučila, najprej seveda ministrstvo, predlagatelj,
da jih bodo temeljito proučili in torej v okviru sprejemanja že na vladi tudi večinsko tudi upoštevali. To je seveda pogoj za to, da bo poslanska skupina ob sprejemanju tudi glasovala za ta pokojninski zakon. Seveda bomo pa budno spremljali tudi, kaj bo vlada dala kot predlog v državni zbor. Tudi takrat bomo seveda aktivno pri tem sodelovali ob sprejemanju oziroma obravnavi v državnem zboru, tako na sejah odbora, kot v sami parlamentarni razpravi in z ustreznimi amandmaji, kolikor bo to potrebno, tudi takrat poskušali ta zakon izboljšati. In kot rečeno, odvisno od tega, katere stvari bo tako vlada, kot seveda pozneje koalicija v državnem zboru sprijela, katere naše predloge bo sprijela, od tega bo tudi odvisno naše glasovanje. Hvala lepa.